Ej, ti, poslušaj tole. Mi bomo imeli zdaj Božič, do Božiča moramo imeti parlament, potem bomo imeli novo leto, do novega leta moramo imeti mandatarja, potem bomo praznovali svete 3 kralje in tam nekje okrog svetih 3 kraljev je treba imeti vlado. Pa kdaj je to rekel? Ja, 15. decembra lani, ampak zdaj je Božič mimo je novo leto, vse pa kaže, da do svetih 3 kraljev ne bomo dobili niti mandatarja. Kako da ne? A ne vidiš, da imamo celo 3? Ja, to že, ampak predsednik zdaj ne ve, koga bi izbral. Pa kaj za to? Važno je, da točno ve, koga ne bi. No, medtem ko predsednik države Danilo Türk čaka, da se mu posveti, je skupaj s predsednikom državnega zbora Gregorjem Virantom in z Mitjo Gasparijem, ki je nadomeščal obolelega predsednika vlade Boruta Pahorja, pripravil novoletni sprejem za novinarje. Člani kluba 571, ki so se sprejema udeležili v polnem številu, so bili tudi tokrat vsi iz sebe od zadovoljstva. Najbolj navdušena je bila Bernarda Jeklin, ki je pred leti na predsedniških volitvah Türka podprla, ker je menda nedolžen kot angelska Ritka. No, zdaj se je pa na lastne oči prepričala, da je Ritka še vedno Ritka. Skratka, bilo je naravnost ganljivo. Edino, kar so na sprejemu pogrešali, je bil ljubljeni bivši predsednik države Milan Kučan. Ja, res, bilo je takole. Sinoči pa sprejem je bil v predsedniški palači. So na srečanje prišli novinarji domači, so na srečanje prišli novinarji domači. Veseli roke stiskali, živja, kozarček kak popili. Naj se vidi, kdo je kdo, so si govorili, naj se vidi, kdo je kdo, so si govorili. Türka so pozdravljali, lepo se mu smehljali. Kučana pogrešali, pozorno poslušali, Kučana pogrešali, pozorno poslušali. Da bi morda le slišali, kako v murglah stoka. Ne pozabite nikdar velikega poka, ne pozabite nikdar velikega poka.